Eden najbolj razvpitih primerov nezakonitih gradenj v zadnjih letih je primer sodnice Tine Benčič. Že od leta 1994 živi v na črno zgrajeni hiši na zemljišču v piranski občini, ki je bilo do nedavnega v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Za zemljišče v Vinjolah sta zakonca Benčič oktobra lani odštela dobrih 200 000 evrov. Čeprav sta lastnika zemljišča, njuna hiša še vedno nima gradbenega dovoljenja. Po gradbenem zakonu je črno gradnjo mogoče legalizirati v 5 letih od sprejetja zakona. Vprašanje pa je, ali bo mogoče objekt legalizirati v celoti, saj sta investitorja hišo večkrat dograjevala. Zakon namreč določa, da je objekt mogoče legalizirati v obsegu in z namembnostjo, kakor je veljalo pred 1. januarjem 1998. Proti zakoncema Benčič na gradbenem inšpektoratu sicer ne vodijo nobenega postopka. Drugi primer. Čeprav je gradbeni inšpektor že leta 2013 odločil, da mora Vitoslav Tirk, nekdanji direktor Elesa in brat nekdanjega predsednika države Danila Tirka, svojo črno gradnjo porušiti, se to do danes ni zgodilo. Hiša v Parecagu nad Sečovljami je nedovoljena gradnja z začetim izvršilnim postopkom, vendar sta za parceli, kjer stoji objekt, podana predloga za odlog izvršbe odločb. Inšpekcijski zavezanci so dali pobudo za spremembo prostorskega akta, zato je bilo vlogam ugojeno. Sklep za izvršbo pa je odložen do uveljavitve prostorskega akta, vendar največ za 5 let. To nam je potrdila tudi družina Tirk. Legalizacija obnovljene in dograjene kmetije na selu nad Polhovim Gradcem pa je uspela Marku Jakliču. Spomnimo, nekdanji direktor Lekarn Ljubljana in nekdanji predsednik uprave Vzajemne je leta 2002 kupil kmetijo na selu nad Polhovim Gradcem in na njenem mestu zgradil nov objekt z zunanjim bazenom. Gradbeni inšpektor je prvo odločbo o nezakonitosti gradenj izdal že leta 2005, vendar je Jaklič s pritožbami dosegel najprej legalizacijo bazena, nato pa s spremembo prostorskega načrta občine še preostalega dela kmetije. Ena najbolj razvpitih zgodb je bila povezana s turistično kmetijo Bužek Jan, ki so jo že od začetka povezovali z odvetnikom Mirom Senico, ki je lastništvo sicer odločno zanikal. Pred 3 leti je razkošno kmetijo prevzel Raiffeisen Leasing, ki je porušil nezakonito zgrajene dele. S tem je objekt postal zakonit, Raiffeisen Leasing pa je še vedno lastnik objekta. Med zgodbami, ki so zelo odmevale v javnosti, je tudi zgodba Darka Kuzmiča. Na podlagi inšpekcijske odločbe 5. novembra leta 2013 so mu podrli na črno zgrajeno brunarico v Ribčevem Lazu. Kuzmič še danes vztraja, da brunarice, njegovega edinega doma, sploh ne bi smeli porušiti, saj je bila tedaj pristojnim že znana zavezujoča odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, da ni dovoljeno nikomur porušiti edine strehe nad glavo, čeprav gre za nedovoljeno gradnjo. Druga stran sicer Kuzmiču očita, da ni uporabil vseh pravnih možnosti, saj naj se ne bi pritožil na inšpekcijsko odločbo o rušenju objekta. Pravda na okrožnem sodišču v Ljubljani še ni končana.